Zelo pomembno je podčrtati, da so v Sloveniji pravzaprav danes zelo redki projekti, ki zaposlujejo gradbeno operativo in posledično vse, ki pri takšnih projektih tudi predhodno sodelujejo, da je pozdrava vredno, da je športni park Stožice projekt, ki se je začel in seveda, da je tudi pomanjkanje podobnih projektov, govorim zlasti gospodarskih projektov, infrastrukturnih projektov na drugih področjih. Dobro je bilo, da je bil v začetku ta projekt finančno zaključen, torej da je bila finančna konstrukcija zaprta in sicer preko nenazadnje tudi angažmaja zasebnih družb, ki pa so se kot posledic tudi verjetno finančne in gospodarske krize iz podjetja kasneje, konkretno spomladi lani, umaknili, govorimo o Delta Holdingu. Potem so se v projekt sicer vključevali tudi drugi, konkretno Supernova, vendar je v finančni konstrukciji tega projekta kar precej zmanjkalo. Nekih 150 milijonov evrov, to je veliko. In kot slišimo, se naj bi konzorcij domačih bank, kjer prevladujeta tudi obe banki v večinski državni lasti, vključevali v ta bančni holding, ki naj bi pomagal sfinancirati ta projekt do konca. Torej, tu pa se začne postavljati vprašanje prioritet te države in nenazadnje tudi prioritet pri financiranju in torej omogočanju predpogojev za projekte. Namreč soočeni smo z zaostrovanjem kreditnega krča. Urad za makroekonomske analize in razvoj je poudaril, da se finančni krč v Sloveniji še zaostruje, da ima slovensko gospodarstvo zlasti, mala in srednja velika podjetja, velike težave s financiranjem razvojnih inštitucij, razvojnih investicij, takšnih investicij, ki ustvarjajo tudi nova, produktivna delovna mesta. Nekaj primerov smo v obrazložitvi, oziroma en primer smo v obrazložitvi tudi navedli, iz katerega izhaja, da je bilo podjetju z zdravim programom in zdravo osnovo praktično nemogočeno priti do sredstev s poroštvom države, tudi nenazadnje preko slovenskega bančnega sistema, da pa očitno pri takšni mega investiciji, katera ekonomika je vprašljiva, saj se je nenazadnje zaradi tega tudi umaknil potencialni zasebni investitor, torej da pa pri tem projektu pa je interes bančnega sistema nekako bolj širokogruden, tudi tega bančnega sistema v večinski državni lasti. V Slovenski demokratski stranki se ne moremo izogniti občutku in sumu, da seveda ne gre pri presoji tega projekta zgolj za ekonomske razloge, ampak tudi za politične. In pravzaprav pomoč ljubljanskemu županu, da se mu sfinancira ključen projekt, ki ga je obljubil pred volitvami, ne glede na to, da so se razmere vmes spremenile, da smo v zaostrenih gospodarskih in finančnih razmerah in seveda posledično v spremenjeni situaciji, ki odvrne tudi zasebni kapital. Zopet imamo torej eno mega investicijo, bolj ali manj politične narave, recimo ena pred tem je tudi nazadnje blok 6 termoelektrarne Šoštanj, kjer pravzaprav z lučjo težko najdemo zasebni interes, po drugi strani pa država pomaga in pride ob spoznanju in dejstvu, da po istem, spravi po finančnem servisu in teh storitvah kličejo številni gospodarski subjekti, ki se lahko znajdejo celo v velikih težavah in nenazadnje tudi v stečajih. V projektu je tudi zaradi nezaprte, to je projektu izgradnje športnega parka Stožice, tudi nenazadnje zaradi te nezaprte finančne konstrukcije se obrača predvsem malo denarja. Posledica tega je velika finančna nedisciplina, ki vlada med deležniki v tem projektu in kam privede na taka plačilna nedisciplina, smo lahko spremljali na podlagi žalostnih novic v preteklosti. Samomori podjetnikov, oziroma enega konkretnega podjetnika, tudi kršitve
pravic zaposlenih z naslova delovnopravne zakonodaje. Zato se seveda res postavlja vprašanje, kje so prioritete te države pri financiranju, ali so to zgolj politične prioritete, da se pomaga svojim sotrpinom, političnim sotrpinom v težavah, kot v tem primeru, županu Jankoviču, da spelje eno svojih ključnih predvolilnih obljub in se pri tem zanemari celo kupico drugih, kar bo verjetno pripeljalo v večje težave, kot si želimo. Zato seveda predlagamo v opoziciji to izredno sejo, na kateri oblikovali smo tudi niz predlogov sklepov, ki so vam na razpolago, ki bi pravzaprav terjalo od vlade številna pojasnila, kako vidi ona ta projekt in angažma, nenazadnje tudi bank, ki jih sedanja oblast posredno upravlja do tega projekta. Tukaj se vedno postavlja vprašanje prioritet ob nastalih problemih in mi se zavedam in še enkrat na koncu poudarjam, da je gotovo športni park Stožice potreben in pomemben projekt, tako za Ljubljano kot za Slovenijo. Je pa vprašanje, ali lahko nadomesti situacijo in izpad, nenazadnje zrušitev te finančne konstrukcije, tu posredno tudi država. To se pa sprašujemo ob nakopičenih problemih, ki jih država in finančni sektor in mala podjetja imajo. Zato bi bilo res dobro slišati od vlade odgovore na vsa ta vprašanja, na poročila in tudi na čisto formalne stvari. In če se seveda pri tej investiciji tako zapleta, ali morajo res plačevati ceno za te zaplete vsi tisti, ki so v verigi najbolj šibkejši, v verigi teh podizvajalskih in izvajalskih dejavnosti, torej mala in srednje velika podjetja, ki so podizvajalci in nenazadnje tudi zaposleni, ki jim se kratijo pravice iz naslova oziroma iz delovnega razmerja. Morebiti ne omenimo k tem še tudi dodatek. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je zahtevala tudi uvrstitev pomembne točke na sejo Komisije za nadzor javnih financ, povezane tudi z tem kreditnim krčom in z izvajanjem jamstvene sheme, povezavi tudi z gradbenimi podjetji. To so zelo prepletene stvari. Namreč iz poročila, ki nam je bilo dostopno, pravzaprav se nanaša na zadnje leto, to se pravi na leto 2009, je kar 25% vrednosti denarja iz jamstvene sheme šlo gradbenim podjetjem. Vidimo pa, da so gradbena podjetja v vse večjih težavah. In postavlja se vprašanje namenskosti tega denarja. Ali ni šel denar, torej, ki je bil sprva namenjen prek jamstvene sheme za podjetja, ki imajo neke razvojne načrte, pa jih zaradi kreditnega krča niso mogli narediti. Torej, ni šel ta denar v bistvu za sanacijo kar dobršnega dela gradbenih podjetij in bo, ker ni videti konca tem težavam, na koncu pristal tudi kot neka obremenitev davkoplačevalcev, ki so pač davkoplačevalci se postavili kot porok oziroma kot jamstvo za te najete posojila. Skratka, teh vprašanj je in nenazadnje tudi izpostavljenosti bank in davkoplačevalcev posredno je kar nekaj in upam, da nam bodo te seje dale vsekako odgovor.